Predstavljajte si, kaj zagotovo naredite zjutraj, ko vstanete. Oščetkate si zobe. Si potem rečete, tako, zdaj sem za vekomaj opravila s to nalogo. Seveda ne. Skrb za zdravje je stvar navade in zelo podobno je tudi s skrbjo za kakovost. Tudi ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo je proces, ki se nikoli ne konča. Ne gre za enkratno dejanje. Eden temeljnih elementov kakovostnega procesa samoevalvacije je sledenje krogu kakovosti oziroma Demingovemu krogu. Proces se vrti v krogu kot neskončna spirala in nas z vsakim obratom ponese na višjo raven kakovosti. Vrtenje v krogu kakovosti poganjamo z energijo 4 korakov, ki si sledijo v večnem zaporedju. Kateri so torej koraki tega kroga kakovosti? Prvi korak. P. Angleško plan, slovensko razvojno načrtuj. Samoevalvacijo načrtujemo s poudarkom na izboljšanju obstoječega. V tem koraku najprej presodimo stanje, nato si skupaj zastavimo cilje razvoja in izdelamo akcijski načrt uvajanja izboljšav, v katerem opredelimo, s katerimi aktivnostmi bomo dosegli cilje in kako jih bomo spremljali. Že v tem koraku se odločimo, katera merila bomo uporabili in s katerimi orodji bomo spremljali proces in doseganje ciljev. Drugi korak. D. Angleško do, slovensko izvedi in spremljaj. V tem koraku izvajamo načrtovane dejavnosti ter sproti, zbiranjem podatkov, spremljamo izvedbo dejavnosti in doseganje ciljev. Vse tako preverjamo, ali smo na pravi poti ali pa smo z nje zašli. Tretji korak. C. Angleško check, slovensko vrednoti in poročaj. To je faza kritične refleksije. V tem koraku izvedemo analizo zbranih podatkov ter ovrednotimo učinke. Tu se vprašamo, smo izboljšali stanje? Smo dosegli napredek? Ob koncu vsakega šolskega leta poročamo o izvedenih dejavnostih. Ob koncu 3-letnega razvojnega cikla ovrednotimo doseganje ciljev in o tem poročamo. Četrti korak. A. Angleško act, slovensko ukrepaj. V tem koraku na osnovi ugotovitev opredelimo usmeritve, ki jih upoštevamo pri nadaljnjem načrtovanju. In prav s tem vstopimo v prvi korak novega kroga kakovosti. To pomeni tudi, da sistematično uvedemo uspešne spremembe ter opustimo neuspešne. Da lahko ustrezno načrtujemo, izvajamo spremembe, jih spremljamo in ovrednotimo ter uspešne izboljšave tudi sistematično uvedemo v delovanje vrtca ali šole, je potreben čas. Smiselno je načrtovanje 3-letnega razvojnega cikla, v katerem sklenemo krog kakovosti. Poročilo o samoevalvaciji, ki ga ravnatelji pripravljajo, je lahko del poročila o realizaciji letnega delovnega načrta ali samostojni dokument. V njem poročamo o tistih aktivnostih, ki so se zgodile v 3-letnem razvojnem ciklu, o doseganju ciljev kroga kakovosti ter izoblikujemo usmeritve za nadaljnje delo. Uspešno vrtenje želimo!